Zdaj bomo sestavili spletno gostovanje, ki je za moje pojme price performance najboljše, se pravi VPS spletno gostovanje. In sicer, sam VPS strežnik bo pri ponudniku Hetzner, to je en izmed največjih ponudnikov na svetu, mislim, da nekih 3% celega sveta poganja, imajo strežnike v Nemčiji, na Finskem in v Ameriki od pred kratkim, mislim, da kakšno leto, dve. Potem druga stvar bo neka nadzorna plošča, zato da bomo zadevo lažje upravljali. In to je RunCloud. Zdaj so tudi brezplačne, ta je plačljiva, imajo tudi podporo, ful so zanesljivi in zadevo lahko zvežemo, da se še backupi delajo, da se lahko zadeve klonira in tako naprej. Torej, kako nekako to cenovno ovrednotiti? Če bi imeli cPanel, na primer, radi, na VPS-u, pa govorimo zdaj za Slovenijo. Ok, cPanel oziroma pricing. Očitno je to. Ok. En account, $17 na mesec, pa verjetno še davek zraven. Če bi hoteli imeti več accountov, ok, $30, recimo, da se na tega obvezmo. Se pravi 17, pa mesečno, ok. Da vidimo, če me naprej spusti. Ok. Aha, v glavnem 17,5 mesečno, ok. Pa rabimo še neko VPS gostovanje. Ki pa recimo, ok, Slovenija, da vidimo. Se pravi, gledamo KVM od 10 evrov dalje, preberi več, to je isto. Se pravi, gledamo, seveda ne bi najmanjšega, bi že tega, se pravi 17 evrov, recimo. 17 evrov, pa rekli smo še 17, pa smo že na 34, 35 evrih za nek 2-gigabajten VPS, 50 giga prostora. Ok, pri Neoservu tudi nekaj tazga, se pravi 10 evrov na mesec, oziroma to je verjetno cena za drugo leto, od drugega leta naprej, se pravi 20 evrov na mesec, plus 17 smo na 37 evrih. Hitrost bi mogla biti malo cenej in tudi je, ampak se začne, ok, pri 49 z nadzorno ploščo, ok. Pa dajmo še tu narediti. Dajmo videti, kaj je s 2 jedri, 6 giga rama od 15 evrov na mesec, plus še tam 17, pa smo nekaj 30-35 evrih, ne? Ok, zdaj pa, kako bomo mi to sestavili? Vzeli bomo, recimo mesečno, $8 na mesec, recimo 8 evrov na mesec za nadzorno ploščo. Potem pa bomo dodali še VPS pri Hetznerju, takole, cene. In lahko dejansko zbiramo. Ok, shared Intel, shared AMD se razlikuje v ceni. Ja, ok, recimo, da vzamemo Intel. Xeon Gold procesori, se pravi neka podobna konfiguracija 2 CPU-ja, 4 giga rama, 20 trafika v Nemčiji ali na Finskem za 5 evrov na mesec. Se pravi, 5 pa 8 je skupaj 13 evrov, pa še za backup je nekih 5 evrov, pa smo na 18 evrih za ta VPS z backupi z vsem vred. To lahko gremo pa tudi, se pravi, AMD, da vidim, 2, 4, ok, 3 CPU-ji, 4 rama, 10 evrov, pa še tam 8, pa smo tudi tam okoli 20 evrov. Ok. Se pravi, jaz zdaj account že imam, tako da ne bom se registriral, pač registrira se lahko get started. Da bomo pogledati hetzner.com. Nekako, če postavljaš VPS, bi predvideval, da pač ne rabaš pomoči pri tem, da si kreiraš account, hopefully, ampak da vidimo, se pravi, rečemo samo sign up, se potem to izpolni,
zdaj ponovno hočejo tudi verificirati včasih registrnav, hočejo verificirati osebni dokument, pa seveda kartico se doda in potem, ko pridemo noter, zgleda zadeva takole. Samo da se opišem. Številko dobiš, password, ok, servers in jaz imam tle noter serverje. In zdaj bomo naredili nov projekt, pa rečemo demo, ga bomo poklicali. Smo naredili demo in je full simple. Dodamo nov server, recimo, recimo Falkenstein za Ubuntu 24.04, Intel procesor za recimo tale reč. 4 GB, 40, tako naprej. Okay. IP adres public, se pravi IPv4, IPv6, vse ok. Lahko se SSH, ki uporabi, tega ne bomo zdaj delali. Firewall, backupe se lahko dela, to so backupi samega serverja, ne samih, se pravi virtualnega serverja, ne samih aplikacij. Jaz to rad naredim vsem, se pravi še 20% gor, smo na 5,43 €, in ga poimenujemo, se pravi demo, VPS recimo. Create and buy. In zdaj, to se obračunava na minuto, ne na uro, se mi zdi, da se obračunava, tako da če je en mesec, je to teh 5-6 €, če je pol meseca, je pol manj in tako naprej. Do ure natančno. Ok, to zdaj imamo. Potem pa imamo Run Cloud. Nek free trial, mislim, da en teden traja, lahko usekamo, tudi tle se pač registriraš, dodaš kartico in tako naprej, potem pa je full simple. Connect new server, Hetzner, connect via IP in zdaj lahko bi tudi avtomatsko, se pravi, dodali noter API ključ, tudi v bistvu full simple, ampak dajmo zdaj tako, se pravi, da se samo naredi, ampak dajmo zdaj tako, prek IP-ja. Kaj se zdaj zgodilo? Hetzner nam je dodelil nek statični IP in vzpostavil VPS, server created, bla, bla, bla. Ok. Tu pod graphs imamo, se pravi, kaj se dogaja z samim virtualnim strežnikom, kaj je s CPU-jem, kaj je z diskom, kaj je z networkom, pritok, odtok podatkov in tako naprej. Tu lahko upravljamo z backupi, lahko delamo snapshot, lahko nastavimo nek firewall, če bi želeli, lahko ga resetiramo, lahko ga ugasnemo, lahko pa tudi, kar je full fino, ga full na easy rescalamo, kar pomeni, če stran nam, se pravi, če se nam recimo obisk na strani full poveča, če povečamo stran, če dodamo nove strani. V Run Cloudu bomo že dodali aplikacije, ampak lahko se zgodi, da je premalo rama, da je premalo CPU-ja in tako naprej. In kaj mi lahko naredimo tu? Lahko rečemo, ok, želim povečati CPU in RAM, če recimo če je prostora dost, in rečemo iz tega le 4 rama pa 2 CPU-ja, želim iti na 16 rama pa 8 CPU-jev, virtualnih jeder in za ceno 20 na mesec. Zdaj. In se pravi, ok, jaz to recimo lahko kliknem, rečem tole, rescale. In zadeva bo, se pravi, se ugasnila, rescalala in pol spet ponovno zagnala. Ok. Če jaz zberem, se pravi, tole dam stran in v bistvu rescalam na naprimer to isto, bo namesto 40 GB prostora 160 GB prostora. Zakaj je to problem? Ker ne moreš downgradati. Če bi to bilo še zmeri 40, tako kot zdaj, lahko se odločim naknadno in grem recimo na tega manjšega. Lahko grem nazaj. Če grem na 160, ne morem iti več nazaj na manjšega. Ampak ok, zdaj imamo tega delali, se pravi, to je bilo to in na mail bi morali dobiti tudi začasno geslo. Evo ga, server demo VPS created, IP naslov, uporabniško ime root, itak password začasen oziroma bi ga lahko spremenimo, se pravi, gremo zdaj tako. Odpremo terminal, SSH smo to v Ubuntu, SSH root add tale IP naslov, no, tako, yes, in pokucamo noter tole geslo, super. Se pravi, current password nastavimo nekaj novega, nekaj varnega, hopefully, še raj z private key delamo, ampak to ne bomo zdaj delali.
v tem videu. Tako da smo zdaj prijavljeni noter v ta naš virtualni strežnik. Super. Zdaj pa gremo nazaj na RunCloud in rečemo connect via IP, native, open lightspeed, to je naš demo, kako smo mu rekli, demo VPS, okay, ki se nahaja na IP naslovu. Kopiramo, prilepimo, nadaljujemo. In to bomo zadevo ročno. Ok, configure your firewall, zdaj lahko še to pogledamo. Se pravi, lahko naredimo tu firewall. In kaj zdaj dovolimo za noter? Se pravi, port 22 itak, zato da se lahko prek SSH-ja prijavljamo. Potem port za HTTPS, potem port za HTTP in potem še port, na katerem dela RunCloud. Komunicira 3, 4, 2, 1, 0. Pokala. Tako. In damo mu ime, ok, vse v redu, firewall 1. Se pravi, ta firewall se vzpostavlja, se je in je applyan, se pravi, se je zdaj velja za ta naš VPS. Super. Lahko upišemo tle password, bom svoj naredil, dajmo mi it manual. Se pravi, opisali smo se že, kopiramo, desen klik, poka, prilepimo in zadeva se začenja nameščati. To je v resnici ful hiter postopek in v vmesnem času pa gremo mi na, se pravi, kaj bomo zdaj naredili, nekje bomo imeli backupe. Te backupe bomo imeli nek dislociran FTP strežnik, tudi pri Hetznerju, kamor se bodo, se pravi, dnevno shranjevale kopije naših spletnih aplikacij. In to imamo pod storage box, evo ga, se pravi, od 4 evre na mesec, 1 terabajt prostora, trafika, kolikor želiš, subacounti in tako naprej. Jaz sem zdaj tu že opisan in bom šel na konsol H, oziroma, verjetno ne, na robot bo treba iti. To se zmer lovim. Storage box. In zdaj, jaz tule en storage box že imam. To je to. Drugač pa ga naročimo, storage box, ga naročimo, lahko recimo na Finskem, ne, če je bilo tisto, če imamo v Falkensteinu VPS, damo recimo v Helsinkih, ok. Zadevo kupimo, dobimo dostopne podatke, tega zdaj čez ta postopek ne bom šel, ampak ja, dobimo dostopne podatke in se pravi IP, ki se nahaja, ok. Omogočimo SSH, omogočimo, da je zunaj, da se pravi, da je lahko tudi svetovnega spleta dostopamo do tega storage space, do tega FTP prostora, za razliko od, če je to izklopljeno, da lahko samo naši notranji, se pravi, naši VPS-ji dostopajo do tega znotraj Hetznerjevega omrežja. Ok. Uporabniško ime geslo dobimo, super. To je zdaj tale manual installation. Aha, ok, se pravi, očitno še ne podpira Ubuntu 24.04. Ok. Tole sicer sred snemanja ni glih idealno, ampak dajmo mi, se pravi, gremo nazaj. Itak bo prej slej bo pač zadevo podpirali. Lahko tako pogledamo, se pravi, rebuildamo lahko in damo Ubuntu 22.04. Se pravi, to je ta LTS verzija, long term supported. In zdaj, kaj se bo zgodil, on ga bo VPS anuliral in ga bo še enkrat vzpostavil, se pravi, prepisal za Ubuntu 22.04. To je ful hitra zadeva. Tukaj lahko spremljamo, kaj se dogaja. Evo ga, in tudi na mail smo dobili obvestilo, evo je bil rebuildan z drugim geslom in to je to. Se pravi, še enkrat ponovimo postopek, se upišemo v SSH, ki pa tam imam tule. Tole ta staro bomo dali stran. Yes. In se upišemo z tako. Staro geslo, novo geslo. Takole. Evo in smo noter. Se pravi, kaj se je zdaj zgodilo, server je bil rebuildan 29 sekund nazaj,
vmes ga je malo zmanjkalo, ne? Lahko vidimo, ok, in zdaj samo ponovimo ta postopek. Tole noter damo in bomo tudi videli, da skoraj takoj se tale spremeni v, no, najprej ga bo updateal, potem bo preveril, če so vsi porti dosegljivi, pa bo začel nameščati. Open Lightspeed v našem primeru, Mario, DB, Strežnik, Redis, Memcached in tako naprej. Dajmo kar počakati. Ta čas lahko tole zapremo. Cek. Evo ga. Starting installation. Lahko gremo zdaj drugam. Se pravi, gremo zdaj na backupe. Kaj zdaj? Gremo pod settings, oziroma kaj želimo narediti? Želimo dodati svoj backup prostor. In to gremo pod integrations in rečemo SFTP, add integration in tole geslo, ki smo ga dobili, ki pa je, se pravi, bili smo pod robot, storage box, geslo se je samo enkrat tam prikazali, se ga je dal skopirati, ampak zdaj pa damo, se pravi, ne vem, Helsinki 1 ali pa storage, kakorkoli, se pravi naslov tega FTP strežnika, potem username in tisto geslo, ki se nam je pokazalo. Okay. Backup location lahko pustimo verjetno tako, kot je, če ne ga izpolnimo, se pravi, to je to, kje pa te imam, lahko pa tu ponastavim. Jaz zdaj tega nam dodajal, ker imam obviously že dodanga, ampak potem bomo pod backup šli in bomo kreirali nov backup. In tako zgleda, se pravi, jaz imam full backupe, ki se vsakodnevno backupirajo in se vsakih 7 dni pobriše ta najstarejši, prepiše z novim. Tako da evo ga, dajmo VPS se namešča. Jaz bom zadevo dal na pauzo, dokler se ne namesti in pol pridemo nazaj. In smo nazaj. Evo ga, to je to. Se pravi, tole si je vredno shraniti, imamo MySQL root password za MySQL strežnik, potem imamo od userja runcloud geslo in to si nekam shranimo. Jaz sem tole začasno dal v Notepad, tudi ne bomo zdaj rabili. Takole, nekam varno v nek password manager si to shranimo. Cool. To je to. In zadeva laufa. In zdaj, kaj je naslednji korak? Naredimo neko WordPress stran. In sicer gremo, se pravi, create an application, create web application, zberemo WordPress, ga poimenujemo, naprimer test. Je fino, da se pravi ločimo aplikacije z se pravi ločenimi userji. Se pravi, če imaš naprimer, kakor bi pri navadnem gostovanju imeli naprimer paket gostovanja, pa je lahko več strani gor, se pravi isti paket, isti uporabnik, lastnik teh strani, lastnik, je tle tudi fajn, da se zadeve ločijo. Če se slučajno neka aplikacija okuži, če se karkoli zgodi, da se pač ne razširi med ostale. To, potem lahko uporabimo svojo domeno, lahko neko testno, jaz bom v tem primeru neko testno, to ti oni zgenerirajo, tu se ne da SSL certifikata namestiti na to testno, ampak, ali pa ne, gremo tako. zobarcek.eu smo na zadnje kupili in bomo zdaj tudi to samo usmerili. Se pravi, če grem na MX Toolbox, pogledam zobarcek.eu, kam je trenutno usmerjena, je usmerjena na ta paket gostovanja, oziroma na ta IP naslov, to je pri njej servo. In kaj bomo zdaj naredili? To bomo vzeli, omogočili bomo tudi www in rekli bomo ne, nočem www, ampak hočem brez www, ampak oboje bo delali, se pravi, demo wp bo naslov, demo user bo user, neko geslo si zgeneriramo in rečemo info@, zobarcek.eu, naprimer. Ali omogočimo cache? Ja, lahko tudi vse te, se pravi bazo, password, user, lahko vse nastavimo. Jaz zaradi čistosti, preglednosti, rad sam nastavim. Se pravi, jaz to naredim isto kot temi aplikacije. Če je to aplikacija test, bo to test.db, mora jih imeti 5 črk vsaj. Se pravi, to bo test.db in to bo test.db. Geslo si bo on sam zmislil, ok. In če smo že prej nastavili backupe,
se pravi lokacijo backupov, lahko tu samo rečemo, to bo app test, ki bo backupiran na external storage, se pravi, to je ta naš storage. Naj se backupira, se pravi, zberemo kam. Jaz rečem ponovadi targa Z, ki močnejše stisne, več CPU-ja porab, ok, bolj skompresira, manj prostora na FTP strežniku porab. Jaz rečem, da je vsak dan, pa rečem, ok, da je lahko recimo 2 tedna, da se pravi 2 tedna hranijo kopije, 2 tedna in prvi dan se ta zadnja zbriše, ta nova napiše, se pravi, shrani. To in to je to. Kdaj se backupi delajo? Jaz jih rad delam zjutraj, ko sigurno ni nobenega na strani. Se pravi, recimo ob 2 zjutraj, danes je 15, se pravi, to bo 16 ob 2 zjutraj, deploy. Prvi backup se bo itak naredil, bi se mogel narediti, že kar takoj. Zdaj najprej se bo nova aplikacija ustvarila. Evo ga. Tole nočemo. Evo, se je to naredil. Super. In mogel bi se ustvariti tudi backup. In rečemo tlele demo. Oziroma testa, ne? Ja, evo ga, test. Tukaj se bojo začeli backupi delati. Zdaj, ali bo takoj? Jaz mislim, da bi mogel biti takoj. Ponovadi je bilo. Ok, kakorkoli. Zdaj, v vmesnem času mi gremo in povežemo domeno z strežnikom. Oziroma ga usmerimo. Vzamemo tale IP naslov, ker nam je prej Hetzner dodelil. In jaz bom šel, se pravi, v tem primeru grem na Neosurf, jaz večino stvari imam na Cloudflare-u, ampak v tem primeru ne. Se pravi, se vpišem v cPanel, Zone Editor, Manage in usmerim domeno na tale VPS, ki smo ga zakupili. Se pravi, www je ok, to pa gre tja. In osvežimo in evo ga, je že usmerjen na Hetzner. Se pravi, to lahko traja dlje, da se zadeva propagira, ampak dosti krat je kar tako instantno. Se pravi, grem nazaj na aplikacijo, rečem SSL, rečem use SSL basic in rečem, naj se izda Let's Encrypt certifikat z server-side preusmeritvijo na HTTPS. Se pravi, da bi vsi zahtevki, ki na HTTP pridejo, šli na HTTPS. Znotraj Run Clouda lahko tlele na zvonček, gledamo, kaj se s samimi serverji dogaja in če je slučajno kaj spodletel. Tle so novičke in tle je podpora, če bi slučajno kaj rabili. Če zadevo osvežim, evo ga, SSL je bil izdan in če grem jaz na zobarcek.eu, grem na network, vidim, da je to že, se pravi, vse ta stran nalaga z tega VPS-ja. In to je v stvari to. Se pravi, če grem še enkrat pogledati backup, samo da vidimo, kako izgleda test. Ok, očitno se ne požene zdaj takoj. Lahko kadarkoli naredimo. Se pravi, če bi delal neke težke strani na strani, lahko sam stisnem backup now in zadeva se začne backupirati. Se pravi, cela aplikacija, to pomeni datoteke plus baza. V tem primeru ta baza app test oziroma ta, se pravi, datoteke od app test aplikacije in baza test.db. In ta zadeva je v resnici ful hitra, če res ni ful velika baza. Govorimo o stvari parih minut. Ok, zdaj dajmo v vmesnem času še tole odpreti. Če bi želeli, se pravi, ok, to je tale naš demo VPS. Kaj lahko še tlele pogledamo? Se pravi, monitoring je zdaj nekaj novega, tu pri Run Cloudu, kjer lahko, se pravi, load na serverju, koliko je obremenjen, merimo oziroma spremljamo, koliko je porabe RAM-a, koliko je porabe diska, tudi v obliki grafa. Če hočemo še eno novo aplikacijo dodati, gremo samo pod Applications in lahko dodamo poljubno mnogo aplikacij. Lahko prazno aplikacijo, lahko PHP-MyAdmin, lahko Yomlo, Oktober, GraphCore, karkoli. Lahko tudi Git noter sklonamo oziroma potegnemo potem databases, tlele podatkovne baze urejamo in userje in vse skupaj.
potem system users, če bi slučajno rabili, mi smo naredili test v P, se pravi, če temu userju dovolimo, da se pravi, ga dodamo v sudo skupino. Storitve, ok. Tudi pomembno, se pravi, če bi želeli keširati object cache imeti, lahko Redis poženemo takole, cak, in ga potem znotraj Lightspeed cache vtičnika v WordPress primeru tu skonfiguriramo, oziroma tam skonfiguriramo, tle poženemo. Lahko spremljamo, kaj se dogaja gor na strani. Zdaj smo zaštartali Redis, deployali smo SSL certifikat, lahko gledamo, se pravi, kateri so odprti porti, potem, če je naš IP blokiran, če se slučajno prevečkrat napačno opišemo, bo tukaj. Potem lahko Lightspeed konfiguriramo, sicer to je zelo ni za naklikati, to v bistvu dejansko konfiguracijo spreminjamo, tako da to ni not for the faint of heart. Tako da to, znotraj posamezne aplikacije, se pravi, če grem pod AppTest, pa lahko spremljamo tudi web server log. Lahko spremljamo, se pravi, IP-je oziroma zahtevke na ta server, se pravi, z teh IP-ov in kaj je bilo zahtevano. Direktni raw access je tole, kaj se je zahtevalo na serverju. Potem pod tools, če bi slučajno se rabili, se pravi, lahko se ownership spremeni, lahko se ownerja kasneje spremeni, se pravi, kdo je user, ki je owner tega, lahko se cache zbriše, se pravi, LS cache direktori se lahko briše, če bi slučajno kakšne spremembe zastajale. Potem cloning, ok. Lahko kloniramo aplikacijo na isti server, se pravi, rečemo, ne vem, test clone ali pa recimo takole, test dev, clone database, pa rečemo, ta baza naj bo dev. No. Se pravi, če delamo na tej strani, neko testno domeno in tako naprej in lahko kar kloniramo pod istim userjem in tako. Take stvari. Tako da to je v grobem. Zdaj pa, če gremo nazaj na backup, vidimo, da se je zadeva končala, se je uspešno prenesel, da je kompresirana baza velika 17 KB in kompresiran datoteke 25 MB. Tako da zadeva je full hitra, full reliable iz mojih izkušenj, jaz sem že full let pri njih. Tako da to je za moje pojme ena izmed najbolj učinkovitih konfiguracij, ki sem jih jaz videl. Sem imel par AWS-ju stvari, z Runcloudom sem imel par AWS-ju stvari z Vesta CP, vsemi temi CP-ji brezplačnimi, z vsem možnim. Ta kombinacija se meni zaenkrat najbolj obnese. Tako da to je to za ta video.